Živijo, tukaj, vi gledate Slavnezi. In ta video bom začel s tem, da povem, da ob nedavnih dogodkih v Srbiji sem ostal brez besed. Bilanca je srhljiva. 10 mrtvih, kajti tudi storilec je v resnici mrtev. Njegovo življenje se je s prvim izstrelkom končalo. Nebroj bo v žalovanju in v neudumljivosti storjenega ujetih življenj. Starši, prijatelji, sorodniki, sošolci, javnost. Uničeno prepričanje, da se podobne grozote dogajajo le v ameriških filmih, ne samo v Srbiji, ampak tudi v celotni doslej mirni regiji, tudi pri nas. Strah, jeza, nejevera. Dejansko je dogodek, kakorkoli ga obrnemo, v resnici katastrofa v pravem pomenu besede. Da ne bo pomote, nobena stiska, nobeno maščevanje, nič, prav nič ne upravičuje niti enega samega ustreljenega metka, kaj šele krutega poboja. Življenje sočloveka je nedotakljivo. Nedotakljivo. Ampak, žal pri tem se ne gre zatiskati oči, dobršen del krivde nosite vi, odrasli. Vzgajate nas v tekmovalne robote. Človečnost postaja pozabljena vrednota. Samo ocene, denar, uspehi, dosežki nekaj štejejo. Pri tem, da sploh ne opazite, da na naših obrazih v resnici ni več nasmeha. Pa tudi na vaših ne. Spoštovanje, dragi odrasli, ste poteptali do konca. Vaše besede so postale eno samo verbalno nasilje. Za vsako malenkost ste si pripravljeni skočiti v lase. Po večini sicer z besedami, ampak bojim se, da bi kaj hitro od besed prišli tudi k dejanjem. Nimate več nobene mere, nobenega občutka, da niste sami na svetu, da niste edini, da ima tudi nekdo drug pravico do svojega prepričanja, da žaljivke niso nekaj, s čemer lahko metavate vse po vrsti. Tega nas učite, veste? To nam s svojim zgledom predstavljate kot nekaj povsem normalnega, nekaj, kar se lahko počne. Samo od nas, oziroma od našega mladega razuma, je odvisno, ali vas bomo posnemali ali ne. In žalostno, ampak resnično, mnogi moji vrstniki in še mlajši, seveda tudi starejši, vas posnemajo. Lahko vas je sram. Potem je tu še vojna, ki je četudi 1000+ kilometrov stran, presneto in zelo strašljivo blizu. Namesto, da bi si cel svet prizadeval, da bi čim prej zavladal mir, da bi se sprti strani razumsko dogovorili in rešili težave, iz dneva v dan osuplo opazujem navijaško, ki nima z miroljubnostjo nič skupnega. Ljudje pa umirajo. A razumete, umirajo! Lahko bi povedal še marsikaj tudi o šolskem sistemu, verjamem, da je v Srbiji podobno kot pri nas, a bom to raje preskočil. Naj izpostavim le, da je šola namenjena znanju, ne ocenam. Da je neuspeh učencev v resnici neuspeh učiteljev, razen v redkih izjemah. Da nam znanje še vedno podajate kot včasih Marije Terezije. Da se neki učiteljici ni niti slučajno zdelo nenavadno, da je učenec sicer odličnjak, kolikor sem seznanjen, dobil negativno oceno. To bi moralo pri njej sprožiti alarm, ne pa, da o tem, kaj se predvaja po televiziji in na spletu, raje sploh ne govorim. Pa še to. Mislite, da mi ne vidimo, da se na dnevni bazi razkrivajo nečednosti politikov in kako drugače nedotakljivih, epiloga pa ne dobi praktično nobena afera, pa naj bo še tako odmevna. Organi pregona in naše na to sodstvo ne opravlja svoje naloge, kadar gre za javne osebe, pa čeprav smo oškodovani mi, državljani Slovenije, tudi mi otroci in mladostniki. Kaj pa nam s tem sporočate? In potem, dragi odrasli, se čudite, da se zgodi tragedija? Glede na vse, kar sem povedal, in na tisto, česar niti nisem, je nenavadno, da se ni že prej. Si lahko zamislite nad svojim početjem?
in končno postanete odrasli, od katerih se bomo lahko naučili česa pametnega, posamezniki, ki jih bo vredno posnemati, vam moramo res mi, otroci in mladostniki, nastavljati v ogledalo, spravite se že k sebi. Čas je.